Na Bledu do 18. oktobra poteka že jubilejni 10. mednarodni slikarski Extempore Bled 2025. Prireditev, ki jo organizira slikarsko društvo Atelje Bled, je v 10 letih prerasla v pomembno likovno srečanje. Vrhunec Extempora je bila slavnostna podelitev nagrad v festivalni dvorani Bled. Strokovna žirija je med številnimi deli najvišje priznanje Grand Prix Bleda podelila Karmen Zaletel Potočnik za delo z naslovom Tukaj in zdaj. Vas je ta velika nagrada Bleda presenetila? Ja, zelo me je presenetila, moram reči, da čeprav sem čutila, da bo slika močna, ker nosi močno sporočilo, pa se take nagrade nisem nadejala. Kako pa je nastajala ta slika? Pravzaprav, tako kot je moj sin rekel, mami, go with the flow. Imela sem samo nek začetni uvid, potem pa vsak dan iskala neke stike, neke znake, kaj in kako naprej, in tako je slika iz dneva v dan nastajala. Kljub temu, da hodim v službo, je nastajala preden sem šla ali potem, ko sem se vrnila domov iz službe, in vsak dan nekaj dodala in na koncu je ratalo to. Kam pa zdaj od tukaj naprej? Ja, zdaj, kakor sem ujela, sledi razstava, tako da bo mogla biti zdaj pošteno poprijet za čopič in pokazati še več svojega dela. Nagrado Melite Vovk za ilustracijo je prejela Zala Čož za sodobno interpretacijo pravljice Pegam in Lambergar. V tematski kategoriji Sanje so dovoljene je slavila Judita Rajnar-Prosenc, v kategoriji Kolo pa Vesna Štolfa. Posebno priznanje je prejela Antonija Pacek, med mladimi pa je navdušila Tina Kraljič s svojo sliko Konec. V posebni skupini so letos sodelovali tudi mladi ustvarjalci do 15. leta starosti. Letos je sodelovalo nekoliko manj avtorjev, vendarle predvsem v tematskem sklopu Sanje je bil kar kvaliteten likovni nabor in tako smo člani strokovne žirije res vsak tematski sklop dodobra si ogledali, podelili nagrade. Vselej znova nas presenečajo ilustratorji, torej je res prav utemeljeno, da je tukaj tudi nagrada Melite Vovk, ne samo zaradi nje, ampak tudi zaradi vseh tistih, ki nadaljujejo ustvarjanje na tem nadvse pomembnem področju, ki je tudi lahko raznoliko po načinih in pristopih likovne vizualizacije. Skratka, 6 nagrad za temo, za posebna strokovna žirija in posebna nagrada strokovne žirije in ilustracija. V bistvu je to so to dela, ki smo jih postavili na piedestal, ki so nas prepričala svojo idejno izvirnostjo in tudi likovno izpiljenostjo, predvsem pa res kažejo čisto vsako delo ene svojstvene rešitve, razkrivajo avtorjevo identiteto, njegovo bogato razmišljanje znotraj tematskega okvira in potem tudi sposobnost, da ta svoj idejni svet prenese v prepričljivo likovno stanje. Razstava vseh sodelujočih del je na ogled v festivalni dvorani Bled do 18. oktobra, vsak dan med 16. in 18. uro. Želeli smo si vedno, da bi bil to en velik dogodek s časoma, ker opazimo, da dejansko je veliko ljudi, ki bi rad svoje ustvarjanje pokazali, in se mi zdi tudi, da na tem koncu Gorenjske ni podobnih dogodkov, tako da mislim, da smo uspeli. Letos smo pripravili nekaj sprememb, do zdaj je vsak avtor lahko oddal več del. Letos smo rekli samo eno delo, ker se mi zdi tudi, da je bolj, da tudi vsak avtor pri sebi že naredi ene vrste selekcijo in odda tisto delo, ki je njemu všeč.
tudi v tem razstavnem prostoru se mi zdi, da so slike zdaj postavljene čist drugače, bolj zračno in tudi bolj pregledno. Tudi v prihodnje si želijo podpore, ki so jo deležni v lokalnem okolju. Želimo si tudi kakšnih takih odkupnih nagrad, kot jo bo letos pač z nekim avtorjem naredil Elmond Bled. Pa se mi zdi tudi, da bi se lahko na tem našem območju našel kakšen zbiratelj, ki bi se odločil za kakšen poseben ali tehniko, tako da bi tudi to nam veliko pomenilo. Extempore Bled 2025 ni le razstava slik, je praznik umetnosti, ustvarjalnosti in poguma, ki povezuje sanje in resničnost. In kot pravi zmagovalka, vse se začne tukaj in zdaj.